Četrti pripravljalni tekmi, še tretja zmaga, tokrat lepa, suverena zmaga proti četrti ekipi srbskega prvenstva Vojvodini 4-1. Tokrat v tem testu 3 premiere. Prvič je ekipa zaigrala v tem pripravljalnem obdobju v Ljudskem vrtu. V prvi postavi je začel novi branilec iz Nemčije Robert Voloder. V drugem polčasu pa se je predstavil napadalec na preizkušnji 22-letni Daniel Šturm, ki je v dresu drugoligaša Bilje v minuli sezoni zabil 13 golov, v drugem polčasu pa zaigral na poziciji levega krilnega napadalca. Tekma je minila vseskozi v dominantni predstavi Maribora, v 13. minuti vodstvo, krasna kombinacija po levi strani, dvojna podaja Rudi Požegvanca Žvipotnik in na koncu Rudi do svojega drugega zaporednega gola. V 21. minuti je poizkusil z desne strani Jan Repas. V 36. minuti pa povišanje vodstva in potrditev učinkovite forme Rudija Požega-Vancaša. Tokrat je akcija stekla po desni strani. Martin Milec je podal na levo, kjer je Sikošek žogo zavrnil, RPV pa s svojim še drugim golom na tekmi. Po polčasu se je končalo z 2-0, takoj na začetku drugega polčasa pa kot rečeno predstavitev Daniela Šturma, ki se je takoj izkazal z atraktivno in učinkovito potezo. Po kotu, ki ga je izvedel vrhovec, je Šturm žogo z voleja poslal pred gol, tam pa je Kovačević zabil avtogol. Od 60. minute naprej številne spremembe v obeh ekipah. Maribor je zamenjal celotno ekipo. V 62. minuti najprej priložnost za Kodermana. Še drugič v 3 minutah pa se je gostujoči vratar izkazal ob strelu Kotnika. V 77. minuti povišanje vodstva, kot je izvedel Kronaveter, Martinović pa z glavo za 4-0. V enem redkih poizkusov na drugi strani so gostje znižali rezultat v 82. minuti, strelec je bil Kabič. Tik ob koncu tekme pa še ena oziroma dvojna priložnost v 90. minuti. Najprej je Koderman podal Matku, ta je nastreljal gostujočega vratarja, atraktivni lob Kronavetra pa je bil previsok. Končalo se je 4-1. Pa mislim, da smo odigrali eno dobro tekmo, bili smo dovolj agresivni, tako kot je trener zahteval. Izpolnjevali smo te cilje, ki jih delamo že cel teden na treningu, tako da moramo samo še napredovati v teh segmentih nekaterih igre. Morali bomo še malo te prekinitve, da bo še več golov in mislim, da nas čaka dobra prihodnost v Evropi. Fanti se zelo trudijo, mislim, da imamo marsikaj že v tem momentu za pokazati. Treba je nekako samo iti po tej začrtani poti. Še vedno je bil ta teden zelo intenziven, je pa res, da z naslednjim tednom nekako bomo poskušali zmanjšati samo intenziteto, s tem, da bomo poskušali pač ohranjati, bomo rekel, osnovno logiko in mislim, da lahko, bomo rekel, s pozitivizmom gledamo naprej. Zelo uspešen test, še posebej, ker gostje niso ustvarili nič konkretnega pred mariborskima vratarjema Jugom in pa Bergsnom. Naslednja testna tekma predvidoma naslednji teden v četrtek.